Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V oddaji Župan z vami se tokrat odpravljamo v Vojnik oziroma občino Vojnik. Povod za to pa je občinski praznik. In z mano v studiu je župan občine Vojnik, gospod Branko Petre. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Torej, začniva kar s praznikom. 4. oktober je praznik. Na kaj spominja ta datum? Ja, to je v bistvu datum, ki je leta 1994 bila v Državnem zboru občina Vojnik potrjena kot samostojna občina v naši samostojni Sloveniji in nekako smo si ga izbrali kot tak pomemben, prelomen, presečni datum za naš praznik. No, bova seveda podrobnosti pozneje, ampak če ocenite takole in se spomnite tistih razprav občine samostojne, ja, ne, kaj bi rekli danes, je bil razvoj hitrejši kot v samostojni občini Vojnik? Jaz sem res čvrsto prepričan in verjamem, da tudi sami rezultati pokažejo, da je ta razdelitev na manjše občine definitivno pripomogla k razvoju. V občini Vojnik smo sigurno bistveno pridobili naspram tistemu, kar je bilo prej, ko je bilo to neka večja skupna občina Celje. Pa tudi jaz sem prepričan, da se potrebe bolj prepoznajo in da se z sredstvi, ki nekako jih občina ima na razpolago, bolj racionalno in bolj varčno ravna. Tako da jaz sem prepričan, da je to prineslo vsej občini, takšni kot je občina Vojnik, bistven napredek. No, prav včeraj na dan praznika je bila slavnostna seja v športni dvorani, ljudi je bilo veliko, tudi nagrajencev je bilo veliko. Ja, mi imamo to res kot neko osrednjo prireditev v naši občini. Naredimo dva dogodka hkrati. Najprej skličemo svetnike na slavnostno sejo, ker malenkost pogledamo, kaj smo v zadnjem letu naredili. Tudi pogledamo, kaj nas še naprej nekako čaka kot tiste najpomembnejše naloge. Tudi nazdravimo, seveda. Potem pa se preselimo v športno dvorano, kjer pa tradicionalno imamo prireditev, na katero so povabljeni vsi naši krajani, seveda še posebej pa tisti, ki so v tem času nagrajeni. In nekako jaz sem vesel, da ko seveda pripravljamo predloge, mi to vedno naredimo z javnim pozivom, javnim razpisom, potem pa naša komisija za mandatna vprašanja in imenovanja nekako iz teh predlogov izbere za tisto leto najbolj primerne, ki gredo potem v potrditev občinskemu svetu. Dobro je to, da vedno imamo predlogov več, kot je seveda možnih podelitev nagrad in na nek način lahko res izbereš tiste najboljše, pa veš, da še tudi čakajo na nek način pripravi v neki čakalnici tudi še ljudje, ki si prav tako zaslužijo priznanja. Jih pa delimo seveda v dve skupine. Eno so tista priznanja, ki so kot grbi. To so res najvišja priznanja naše občine. In za dobiti tako priznanje je seveda potrebno dalj časa delovati na nekem področju in pustiti tudi neke pozitivne rezultate tega dela. Drugo so pa tudi županova priznanja, ki jih je pa več, ampak so v bistvu namenjena tudi tistim, ki verjetno nikoli ne bodo kandidirali za kak grb, je pa njihovo delo mogoče tudi v nekem trenutku pomembno. Recimo, v letošnjem letu smo imeli gospoda, ki je bil aktiven na področju režijskega odbora lokalnega vodovoda, ko smo se dogovarjali za predajo tega v upravljanje občini in potem seveda naprej v Okajo. Njegovo delo je na tem projektu bilo neprecenljivo, in se mi zdi, da taki pridejo pa potem res na površje skozi ta županova priznanja, ki pravzaprav dajo priznanje res nekemu delu. Nekateri od njih seveda pa tudi kasneje skozi daljše obdobje pridejo tudi s kakimi višjimi priznanji. Trdim in sem prepričan, da so pa vsa priznanja res prišla v prave roke. No, zdaj gledamo podelitev teh priznanj. Ste pa začeli tudi z mlajšimi, maturanti in študentko. Se pravi, da se zavedate, da je treba pravzaprav že takrat
v mladih letih nekako povezati mlade s krajem? Ja, sigurno je ena od večjih izzivov za prihodnost je, kako mlade nekako narediti aktivne v tem družbenem prostoru. In nekako se nam zdi samo po sebi primerno, da tiste, ki so se izkazali kot zlati maturanti, ali pa tiste, ki so z študijem potem naprej dosegli res visoke stopnje izobrazbe, nekako nagradimo z tem sprejemom. Zdaj različne oblike vidim po občinah, nekateri imajo pač sprejeme. Meni se zdi, da je prav, da jih ljudje vidijo, a ne? In v bistvu, da se jim tudi na ta način da priznanje za trud, ki so ga morali vsi vložiti v to. Teda letos smo imeli seveda nekaj zlatih maturantov, imeli smo pa tudi eno z zaključenim doktorskim študijem našo krajanko, ki je pač dosegla doktorski naziv in seveda se tega veselimo. In se mi zdi, da je prav, da se vsi veselimo tega. Da so pravzaprav tudi ljudje pozorni, da iz njihovega kraja pridajo tako pridni in uspešni študenti, študentke, pa celo diamantnega maturanta ste imeli, a ne? Tako je, res je. Tudi en diamantni maturant, na kar smo še posebej ponosni, ker doseče vse točke na maturi ni mačji kašelj. Je pa res, da so to seveda tisti, ki bodo v prihodnosti zelo pomembni za razvoj tudi naše občine. Jaz vedno pravim tako, logično je, da na teh študijih mladi odhajajo tudi v tujino, logično je, da si tudi tam poiščejo znanja. Mi si pa želimo seveda, da potem se vrnejo in da bi nekako v domačem okolju ta znanja in te izkušnje vnovčili in s tem prispevali, da bi se tudi skupnost kot taka lepše in boljše razvijala. No, podelili ste 3 bronaste grbe, 2 srebrna in pa 1 zlati vojniški grb, pa mogoče, če je to najvišje priznanje, zlat vojniški grb, Peter Babnik ga je prejel. Zakaj? Kako ste izbrali? Ja, Peter Babnik je gospod, ki je izjemno aktiven na področju čebelarstva. Že zelo dolgo let vodi čebelarsko društvo. Čebelarsko društvo se sicer imenuje Vojnik, ampak člani so pa nekako iz te naše bližnje okolice, ne, tudi iz Celjske občine, z Dobrne in Vitanja. In na nek način je v tem času iz enega sorazmerno majhnega društva naredil društvo z veliko člani. Izjemno se pa trudi tudi na področju prenosa tega znanja na mlade, tako da smo v času njegovega dela pravzaprav postavili pri vsaki naši osnovni šoli in podružnični šoli tudi učne čebelnjake. V vsaki šoli imamo v bistvu tudi krožke, ker se potem prenaša to znanje preko mentorjev na mladi rod. Je pa seveda poleg dela v društvu tudi aktiven v samem kraju, v krajevni skupnosti Frankolovo, ker je kot gasilec aktiven, kot član padalskega društva in še kaj. In v bistvu je res ena taka kompleksna oseba, ki pušča sled v našem kraju. Seveda je pa fajn tudi, da so naši zlati nagrajenci iz različnih področij, ne, ker prav to je tisto kvalitetno, kar imamo v naši občini, da so ljudje aktivni ne samo na enem področju, ampak na veliko različnih področjih, kar seveda potem ponuja krajanom neko izbiro pri aktivnostih. Krajo pa daje neko žlahtnost dodatno in zato je tudi v Vojniku seveda zelo lepo in prijetno bivati, ker imaš vedno tudi kaj početi izven tistega seveda delovnega obdobja, ko pač vsak se službi posveča. No in to seveda gre za večletno delo, trud in dosežke. Seveda. V svojem govoru ste seveda izpostavili tudi številne investicije, upravljene naloge, pa še marsikaj drugega. Morda, če povzameva na začetku, rekli ste, da ste sodelovali oziroma izvajali evropski projekt kanalizacije, ki je skupen projekt v Vojniku. Kaj je bilo narejeno? Koliko denarja ste dobili? Ja, v bistvu kanalizacijo smo se prijavili skupaj z mestno občino Celje in pa z občino Štore na projekt preko razvojne agencije. In je projekt skupaj vreden, mislim, da okolo 8 milijonov evrov. Od tega je v naši občini približno 750 do 800 tisoč evrov.
Gre za kanalizacijske sisteme, ki so znotraj aglomeracije, ki so večje od 2000 populacijskih enot, in pri nas v Vojniku je to samo aglomeracija Vojnik. Zato smo v Vojniku na različnih krajih pravzaprav dogradili že obstoječo mrežo in na ta način pravzaprav dosegli tudi, da bo stopnja priključenosti prebivalstva v tej aglomeraciji dosegla tiste kriterije, ki so postavljeni strani Evropske unije. Seveda, ker je projekt tako velik, je nosilna občina tukaj, mestna občina, tudi na njenem ozemlju se pravzaprav največji del te investicije izvaja, ampak kljub temu jaz moram reči, da sodelovanje je dobro, stvari teče. V naši občini smo praktično pred zaključkom fizične izgradnje, ostalo nam je samo še en zelo majhen krak, ki ga moramo dokončati, tako da se pravzaprav že ukvarjamo z urejanjem dokumentacije, z pridobivanjem uporabnih dovoljenj. Je pa seveda to precej bistven prispevek v občini k boljšemu varovanju okolja. Mi imamo tukaj skupno čistilno napravo z mestno občino Celje, kamor potem ves ta vod vodimo. Izkoriščamo pa seveda kot dober gospodar tudi priložnost, da tam, kjer smo gradili kanalizacijo, z dodanimi sredstvi iz proračuna uredimo potem tudi ceste, ulice. Ponekod je potrebno dograditi ali pa zamenjati vodovod, potem meteorna kanalizacija je v Vojniku kar precejšen problem. Pa tudi v zadnjem času se sodelovanje z Elektroceljem povečuje, kar se tiče urejanja nizkonapetostnega elektroomrežja, ki se prestavlja iz drogal v zemljo. Seveda se s tem bistveno izboljša potem sigurnost oskrbe. Zraven pa vedno povabimo tudi telekomunikacijska podjetja, da dograjujemo tudi ta del optike, ki je potreben za seveda doseganje večjih internetnih hitrosti. Tako da ta denar se pri nas kar lepo še oplemeniti, ker potem lažje naredimo določene stvari. No, tudi na drugih področjih verjetno gradite kanalizacijo, to ni bil edini tak projekt. Ne, sigurno ne. Mi imamo pravzaprav vsako leto v planu izgradnjo enega dela kanalizacije. To so sicer manjši, bolj sekundarni elementi. Letos delamo kanalizacijo v kraju Razdel, ki ga navezujemo na čistilno napravo v Novi Cerkvi. Približno 280 000 evrov vredna zadeva, ki bo pač eno kar strnjeno naselje potem zopet opremila z tem omrežjem. Prijavili smo se pa tudi na razpis Ministrstva za okolje in prostor spomladi, kjer bomo pa pridobili dodatna sredstva za izgradnjo kanalizacije v Ivenci. Ta projekt bo pa vreden okoli 1 milijon evrov. Imamo tudi že izbranega izvajalca, tako da trenutno čakamo samo še na odločbo iz ministrstva in pa seveda nekako z izvajalcem je zdaj dogovorjeno, da bi takoj po novem letu tudi začeli z gradbenimi deli, tako da bomo na tem področju še eno tako aglomeracijo, ki je sicer manjša od 2000, ampak za naš kraj pomembna, tudi strnjeno naselje, pa seveda omogoča potem tudi razširitev kasneje še za nove uporabnike, tako da nekako probamo po neki kmečki pameti slediti tudi te tehnične parametre. Imate kakšno obliko pomoči za tiste, ki pa na razpršenih območjih živijo in želijo kakšno čistilno napravo majhno zgraditi? Ja, mi vsako leto izvajamo razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav na tistih področjih, ker seveda ni aglomeracija in niso predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja, tako da v bistvu za obstoječe hiše, ki se odločijo za spremembo, se pravi, da iz greznic gredo na čistilno napravo, pomagamo, subvencioniramo to zadevo. Drugače je pa tako, da seveda tudi skupaj z javnim podjetjem VOKA vsake 3 leta sistematično praznimo greznice in to goščo potem tudi vozimo na čistilno napravo, tako da na nek način tudi tam, kjer so greznice urejene, ne prihaja do tega, da bi se to blato potem kar tako nekontrolirano nekam odvažalo.
Je pa to urejeno skozi normalno plačevanje vode, a ne, tako da v bistvu ni potrebno za to praznine potem posebej plačati in seveda s tem dosežemo, da res vse greznice spraznimo, ne, tako da nekako je ta sistem tudi na tem področju, ki je verjetno na daljši rok mogoče kdaj primerno za opremljanje s kanalizacijo, na kratek rok pa zaradi sredstev sigurno ne bo prišel do tega. No, kako pa je z oskrbo s pitno vodo? Imate tudi tu investicije, nekaj ste omenili, v govoru ste rekli, ne, eno je ekonomika, drugo pa pravica do oskrbe s čisto pitno zdravo vodo. Ja, mi zelo intenzivno vlagamo, pravzaprav bolj kot ne od začetka samostojnosti naše občine v ta segment oskrbe s pitno vodo. Nekako cilj nam je, da bi nekoč lahko rekli, da ima vsak krajan občine Vojnik dostop do kvalitetne pitne vode. Zdaj smo nekje, bi rekel, proti koncu tega širjenja sistema kot večjega, kot tisti večji posegi. Imamo še dva kraka, ki jih moramo v prihodnjih letih dokončati. Eno je Lindek, ki je v tem momentu pravzaprav bil že planiran celo v letošnjem proračunu za začetek gradnje, ampak ker smo se zraven dogovorili še z Elektrom in pa z Runejom, da bomo dodali še v fazi gradnje tudi oskrbo, odnosno ureditev tega omrežja, se bo dokumentacija pač zavlekla in bomo lahko začeli po novem letu z gradnjo. Drugi je pa Lemberg, ki je tudi na tako malo večje področje, ki se trenutno oskrbuje iz raznih takih manjših virov. Večinoma sicer ljudje imajo vodo, je pa res, da je v sušnem obdobju problem. Problem je pa tudi kakršnakoli novogradnja, ker ti viri so omejeni s kapaciteto. Tako da Lemberg je tudi naslednji tak še večji zalogaj. Ostane nam pa potem še nekaj manjših, ker je v bistvu, ne vem, nekaj gospodinstev, nekaj hiš, kar bomo pa poskusili potem nekako z enostavnimi gradbenimi dovoljenji pokrivati, da bi res vsem omogočili, kolikor se le da. Razmislek pa, tako sem rekel v govoru, seveda ekonomika včasih tu ne igra, ampak prvič je pravica enakopravnosti, drugič je pa tudi želja, da se nam ta področja, ki so odmaknjena od centrov, ne izpraznijo. In voda je v 21. stoletju verjetno res ena taka dobrina, ki je potrebna za normalno življenje in seveda pričakovati, da bodo ljudje ostajali na nekem področju, pa ne imeli pitne vode, je narobe in zato mislim, da je prav, da to vlagamo. Večino sredstev pa seveda žal tukaj moramo nameniti iz proračuna, ker razpisov za te manjše zgodbe pravzaprav ni. Razumem tudi državo, da seveda mora reševati večje sisteme prej, kot pa te majhne. Lahko bi pa mogoče to z malenkost boljšo povprečnino občinam tudi pomagala reševati. No, je pa bilo kar nekaj stanovanjske gradnje, tudi nekaj več stanovanjskih objektov. Recimo Miki je obnovil staro šolo, to ste zelo ponosni, je bilo slišati. Sigurno, ne, ker v bistvu ta projekt, tako imenovana stara šola, ker je zgradba stala na področju, ker je nekoč bila šola v Vojniku, je bil ena od črnih točk v naši občini. Projekt so pred leti začeli podjetniki, nekako pripeljali zadevo do neke faze, potem je pa gospodarska kriza pravzaprav preprečila dokončanje. Zadeva se je znašla v stečaju in potem tudi v lasti DUTB-ja. 12 let je ta agonija nekako trajala, objekt je vmes močno propadel in seveda potem odločitev gospoda Pliberška in podjetja Mik, da se loti tega projekta, je bila pogumna, pa tudi kvalitetno in hitro izvedena. Tako da zdaj smo imeli že otvoritev, tudi prvi stanovalci so se že vselili, pa tudi mislim, da razen 2 stanovanj so vsa tudi našla že lastnike. Tako da seveda podjetje Mik že načrtuje naslednji projekt, ker bo na nek način pod delovnim naslovom Vojniške terase se gradilo 64 stanovanj.
Gradnja se izvaja tudi na našem Štolnarjevem hribu, ne, tudi tam se en podrobni prostorski načrt, ki je kar nekaj časa bil v mirovanju, je zdaj začel odvijati. Poleg tega je tudi kar nekaj individualne stanovanjske gradnje v Vojniku. V Novi Cerkvi imamo 2 podrobna prostorska načrta, ki sta trenutno aktivna in se zadeva pelje v fazo že začetka gradnje. Tako da se kar nekaj stvari dogaja. Za naprej pa seveda nas čaka najmanj, kar je tudi z vidika občine, ureditev prostora starega vrtca na Frankolovem, ki smo ga tudi nekako opredelili kot prostor, ker bi želeli zgraditi en večstanovanjski objekt. Frankolovo je še posebej pomembno, ker imamo v Frankolovem tudi samostojno osnovno šolo, ki je pa vedno malo problematična, kar se tiče števila učencev, ne? In seveda število učencev se lahko poveča samo z prihodom mladih družin, ne? Ki bodo povečale potem število otrok. Tako da si tega še posebej želim, da bi tudi šola v Frankolovem nekako normalno delovala. Nimate pa problema, če so zasebni investitorji v tej večstanovanjsko, če je sodelovanje dobro, potem ni težav, ne? Ne, mi pravzaprav tukaj absolutno nič ne oviramo, pravzaprav si želimo investitorje. Jaz tudi menim, da gradnja stanovanj v osnovi ni stvar občine, ne? V bistvu zdaj tam, ker imajo občine stanovanjska podjetja, nepremičninske zgodbe, je mogoče to smiselno. Pri nas tega nimamo, ne? Jaz mislim, da je občina bolj tista, ki je poklicana k temu, da ustvarja pogoje za to, da seveda tudi nameni sredstva za nakup neprofitnih stanovanj, da tudi, ne vem, obnavlja obstoječ fond stanovanj. Nove gradnje bi pa naj gradili tisti, ki so za to najbolj usposobljeni, in to praviloma so privat podjetja, ki se s tem štima, to ponudijo na trgu. Mi pa seveda ustvarjamo pogoje, da bojo tudi mlade družine lažje prišli, ne? In to se mi zdi, da je poslanstvo občine. Na tak način tudi nekako razmišljajo svetniki. Ne pomeni pa, da če bo se pokazalo, da je pa gradnja v imenu občine bolj ekonomsko upravičena, smiselno, da tudi to naredimo, ampak nekako občina mora zagotavljati tudi druge naloge in si ne bi želel, da skozi tako gradnjo potem nimamo sredstev za tiste naše obvezne naloge. Kako pa, če ostaneva pri rabi prostora, kako je s prostorom namenjenim gospodarstvu oziroma gospodarskim družbam? Ja, tukaj imamo pa v Vojniku kar težavo. Zdaj mi imamo sicer obrtno cono, tudi v predlogu spremembe prostorskega načrta je nekaj površin še dodatno namenjenih. Težava je, da pravzaprav zelo primernih površin za to nimamo. In nekako zato je potrebno s temi površinami, koliko se da skrbno ravnati. Malenkost pa verjetno razmišlja tudi širše, ne? Ker v bistvu Vojnik je blizu Celja, je blizu Velenja in verjetno tudi te meje občinske ne bi smele biti prevelika ovira ob tem, da kdo, ne vem, podjetje ima tudi v teh občinah, ne. Še vedno je za moje pojme ključen segment kader. Kader bo pa v prihodnosti sigurno bolj fleksibilen, tudi oblike dela se bojo spreminjale, tudi moderna tehnologija bo omogočala fleksibilnost, tudi delo od doma. Tako da v bistvu priložnosti za razvoj podjetništva v Vojniku je. Za malo večje obrate pa verjetno bo treba se povezovati, ampak sodelovanje med temi občinami je dobro in jaz mislim, da se te stvari dajo zelo elegantno tudi peljati. Gledamo pa zdaj, tole pravzaprav je lokacija za stanovanjsko gradnjo, Vojniške terase, ja. Ker mnogi pravzaprav mislijo, da bo tu industrijska cona. Pravzaprav v začetku je bila prva osnovna ideja, da bi se na tem prostoru zgradile prostore, ki bi bile namenjene obrtnikom. Aha, in bi obrtniki na enem mestu pravzaprav ponudili krajanom veliko raznovrstnih storitev. Projekt je dobro zamišljen, tudi je imel potrditev in podporo občinskega sveta, ampak je žal imel investitor dvakrat smolo. Prvič, takoj, ko je štartal z zadevo, je korona se pojavila
Zdajle drugič je pa tudi ta pričakovana gospodarska kriza in se interes za nakup teh prostorov zmanjšal. Ob dobri izkušnji v tej stari šoli je pa pravzaprav se potem projekt spremenil in zdaj bo ta prostor namenjen stanovanjski gradnji. Kar pa seveda tudi absolutno dobrodošlo. Tako. No, povedali ste, da ste v tem mandatu, oziroma v 2 mandatih obnovili tudi 8 mostov. A je to res? Res je. To je ena taka zgodba. Vsako leto poskušamo iz teh starih lesenih mostov nekako narediti nove mostove. Zdaj seveda vse naenkrat se ne da, ker gradnja je na nek način vseeno finančno zahtevna, ampak držali smo se tega principa, da smo nekako vlagali v to in v 8 letih se je nabralo 8 mostov, ki smo jih že predali prometu. Zadnji je prek Hudinje v Socki? Ja, tako je. V Socki pri Senegaškem mlinu je bil zadnji. Zdaj, stari mostovi so dvakrat problem. Prvič, da so seveda preozki in nevarni v bistvu, ne? Ker so na nek način pač grajeni brez kakršnih koli načrtov, pač tako kot so bili na razpolago neki materiali. Drugič je pa seveda problem tudi vzdrževanja. Ti mostovi so za ta promet pravzaprav zelo kratek čas po obnovi zopet bili problematični, ne? In tudi z vidika obnove so se nam stroški za obnovo teh lesenih mostov zdaj bistveno znižali. Res je pa, da jih še kar nekaj imamo, tako da mi bomo poskušali tak tempo vsako leto en most naprej držati in potem verjamem, da bomo tudi nekoč imeli te mostove urejene. Lokacija naše občine je pač takšna, da imamo Dobrnico, da imamo Hudinjo, da imamo Tesnico, Ravški potok, to so vse potoki, ki potrebujejo mostove, ne? In v bistvu je na nek način pač treba to delati. Verjetno so tudi malo hudourniški, ne? In ob visokih vodah povzročajo težavo. To so definitivno vsi potoki so hudourniški, ne? Tukaj imamo včasih kak pogled, ne? Ker seveda zahteve za izgradnjo mostu nekako vključujejo tudi seveda 50-letne in 100-letne vode, ne? In tudi ARSO seveda postavi jasne pogoje. Včasih kak most mora biti nad gladino dvignjen, ne? Mogoče kdaj na hitro zgleda moteč v prostoru, ampak po drugi strani pa pravzaprav most ne gradiš za 1 ali 2 leti, ne? To so objekti, ki morajo naslednjih 50 let služiti namenu in je prav, da se držimo predpisov, mi zato nekako ne gremo izven teh okvirov, dobimo tudi vedno se pravi soglasje ARSO-ta, ker mislim, da je tako tudi prav. Ste pa uspeli obnoviti kar nekaj cest. Mislim, da v septembru ste odprli 750 metrov dolg cestni odsek Žerjav-Rihter-Polenik v Rovah. Pa še verjetno drugi odseki so bili letos. Ja, letos smo pravzaprav imeli na področju obnove in pa asfaltiranja cest rekordno visok proračun. Tudi ga sorazmerno dobro izvajamo, odnosno mislim, da bomo razen enega odseka vse odseke tudi končali. Zdaj gremo v 2 smeri. Eno je seveda nekako urejanje asfaltnih cest tam, kjer so še makadamski, ne? To gre v glavnem za javne poti, kjer je večino problema povezanega ponavadi z lastništvom, z odmerami in trenutno smo v fazi, ko pravzaprav smo na koncu te poti, da so vse kategorizirane ceste, kjer je urejeno tudi lastništvo, da so že asfaltne ceste. Problem se nam pa pojavlja v drugem delu, tam, kjer so ceste že asfaltirane bile v preteklosti, ki pa ne ustrezajo več sedanjemu prometu, ne? Ceste so preozke, ceste so seveda tudi bile s takratnimi sredstvi mehanizacije grajene neustrezne ponosilnosti, slabo urejena odvodnjavanja in tu smo se lotili, bi rekel, nekako naloge rekonstrukcije teh cest. In vsako leto pravzaprav poskušamo nameniti zdaj malo večja sredstva za rekonstrukcijo. Začeli smo pa po logiki najbolj obremenjene ceste najprej, potem pa počasi naprej, ne? Tako da zdaj, ko to nekaj časa že izvajamo, sploh pa zadnje 2 leti ste bile bolj, bi rekel, podprte tudi z denarjem,
se že na terenu tudi kar pozna naše delo. Tako da zdaj ta odsek, ko smo imeli otvoritev, je bil samo zadnji, ne. Imeli smo še kar nekaj drugih otvoritev, nekaj jih še bo, pa niti ni tako bistvena otvoritev. Ne, otvoritev jaz pravzaprav smatram kot zanimivo zato, ker pravzaprav se na ta način vsi skupaj veselimo nove pridobitve in je to priložnost, da tudi krajani, ki so vedno aktivno nekako vključeni v to, tudi prispevajo zemljišča, prispevajo denar za pripravo, se na ta način še bolj povežejo, ne. Hkrati je pa to priložnost, da seveda informiramo tudi kraj o tem, kaj smo kje naredili. No, imate pa tudi pri vas veliko težav s plazovi, verjetno tudi zaradi teh hudourniških vod pa slabih cest. Ja. Dobite vedno denar od države za sanacijo? Ne, sigurno ne more, tudi ne moreš pričakovati, ne, ker v bistvu naša občina je seveda zelo, bi rekel, hribovita, razgibana in s tem povezano seveda ogromno priložnosti za plazenje, ne. Tudi kar vodnata. Zdaj jaz moram reči, da sem zelo hvaležen, ker nekako Ministrstvo za okolje in prostor nas spremlja pri tem. Daleč od tega pa, da bi lahko seveda vse plazove sanirali, ker seveda tudi denar na ministrstvu je zelo, zelo močno omejen. Tako da najprej saniramo plazove tam, kjer ali ogroža objekte ali ogroža ceste. Plazov, ki so na kmetijskih površinah, na takih delih, ker ni infrastrukture, v bistvu ne moremo urejati, ne. Res pa je, da tudi tu probamo delati sistematično in seveda tudi teh plazov se je na nek način kar nabralo. Mislim, da smo jih 11 sanirali v tem času 8 let. Ne bo pa po moje tudi nikoli konca tega, ker se nažalost pri vsakem neurju, tudi zdaj tale dež, ki je bil, pri nas poplave niso bile problem, bil je pa problem plazenja in to je pač narava našega terena taka, da enostavno jaz mislim, da bo to vedno se pojavljalo. No, če se prestaviva malo na osnovnošolsko, predšolsko področje, tu je tudi veliko vlaganj. Bilo vemo v Vojniku nov vrtec, tudi na Frankolovem ste pravkar uredili v vrtcu mansardo. Se pravi, število otrok se povečuje? Ja, nam se pravzaprav število prebivalstva v naši občini vsako leto povečuje, a ne. Tega se seveda človek veseli, a ne, ker kaže na to, da je naša občina vitalna, da je zanimiva tudi za ljudi, ki pridejo na novo živeti k nam. Seveda pa to pred nas postavlja vedno nove izzive, a ne, kako potem zagotoviti potrebno infrastrukturo. In na področju vrtcev in šol je to zgodba, ki se ves čas nekako ureja, a ne. Tudi že v času mojega predhodnika smo delali na teh področjih. Tudi mi smo zdaj nadaljevali to delo. Zdaj vrtec v Frankolovem je podružnična enota vrtca v Vojniku, a ne. Imeli smo tam eno star objekt, ki je bil zgrajen v obliki montažnega objekta v tistih letih, ko danes pravzaprav ne ustreza ničemur več, a ne. Plus tega, da je bil seveda po prostoru premajhen, zato je padla odločitev, gradimo nov vrtec. Gradili smo ga ob šoli, zato ker nekako želimo to vez med šolo in vrtcem imeti čim bolj skupaj, a ne, ker v bistvu na ta način tudi seveda za starše in otroke lažji prehod iz vrtca v šolo. Po drugi strani pa seveda lahko skupaj rešujemo tudi neke skupne potrebe, a ne. Mi smo imeli na Frankolovem velik problem ogrevanja, ker smo imeli kot energent utekočinjen naftni plin in nas je glava bolela že daleč prej, prednje je zdaj sploh prišla ta kriza energentov. Tam smo zdaj rešili to tako, da imamo novo kotlovnico na lesno biomaso, podelili smo koncesijo in v bistvu zdaj v tem času imamo pravzaprav račune nižje, kot smo jih imeli prej, ko še ni bilo krize, ne. Drugo je isto prehrana, ne. Šola v Frankolovem se je oskrbovala s hrano iz šole v Vojniku, vrtec na Frankolovem pa iz vrtca v Vojniku. To imamo zdaj rešeno z novo kuhinjo, ki je skupna za obe potrebi. In na nek način tudi to daje neko sinergijo potem v tem delu. Hkrati pa zdaj, ko v nadaljevanju izgradimo še manjkajoče igrišče, bo to seveda en kompleks šolski, ki bo potem
v popoldanskem času namenjen pa klubom, športu in pa tem družbenemu življenju. In to mislim, da je dobro. Število otrok nas je na nek način malo presenetilo, ne? Ker mi smo že v osnovi zgradili vrtec, ki je bil za en oddelek večji od prejšnjega, ki je bil že lani poln. Tako da smo se lotili potem dokončanja prostorov, ki so bili namensko za to pripravljeni, da smo letos naredili še 2 nove igralnice, od katerih je tudi ena že polna, ne? Kar je fajn. Ne? Je pa zanimivo, da imate tudi zasebne vrtce, recimo vrtec Montessori, in da očitno dobro sodelujete glede na to, da je dobil priznanje. Ja, mi smo si pravzaprav v osnovi te pojme zasebni vrtec, občinski vrtec razjasnili. Mi nimamo težav s tem, da je tam ustanovitelj nekdo drug, ne? Nam je važno, da je na nek način storitev, ki jo ponudijo, prava. Zato tudi ne bežimo v ničemer od sofinanciranja teh vrtcev. Zdaj Levček v Vojniku z 4 oddelki ima koncesijo, medtem ko Montessori nima koncesije, ima 2 oddelka, ampak v bistvu ga tudi financiramo znotraj zakonskih okvirjev, sofinanciramo. Vidimo pa to kot dobro priložnost, da imajo starši tudi neko izbiro, ne? Seveda še vedno je daleč največji vrtec naš lastni Mavrica, ne? Ki z 22 oddelki pokriva več kot 400 otrok, ne? Ampak ne vem, 4 oddelki Montessorija, pa 4 oddelki Levčka in 2 oddelka Montessorija so izbira. In starši pač glede na svojo željo pač se potem odločijo. Nimamo pa težav, ker otrok imamo dovolj, ne? Tako da so oddelki povsod polni, vsi vrtci delajo na polno in to je seveda samo dokaz, da so te potrebe, ne? Da pač to, kar zgradimo, ima tudi smisel, ki se uporablja. Ste morali zelo povišati ceno vrtca, programov v vrtcu? Ne, mi smo se odločili za 7% povišanje. Predlog sicer izračuna ekonomske cene je bil višji, mislim, da 10%. Nekako mnenje je bilo, da poskusimo vse na nek način biti zmerni, biti na nek način nekako tudi razumevajoči do staršev. Je pa res, da seveda trenutna situacija je še nejasna, kaj bo dejansko ta, bi rekel, podražitvena zgodba prinašala pri izračunih, a ne. Zdaj, energija je samo eden od elementov, ne. Drug element je tudi prehrana, ki se tudi izjemno draži. Tretji element je tudi strošek dela, a ne. Tudi na tem področju so povišanja in mi se bomo sigurno trudili, da je to za letošnje leto zadnje povišanje, ne vem pa, kaj bo prinesel čas, a ne. Smo seveda konkurenčni, ko se primerjamo z drugimi občinami, nismo pa bistveno cenejši, to pa tudi ne moremo biti, zato ker imamo v bistvu poleg osnovnega vrtca v Vojniku še podružnice na Frankolovem, v Novi Cerkvi, v Socki, v Šmartnem, kar pa seveda povečuje stroške, a ne. Je pa res, da seveda staršem pa izboljšuje dostopnost in tudi olajša to, da če je potrebno otroka prevzeti, da lahko tudi kdo od družine to naredi. Če bi bilo vse samo v Vojniku, je to seveda težje. Pa verjetno, dokler je otroški živ žal po teh krajih, potem je tudi so bolj živi, ne? Seveda, vrtec, šola, gasilci so v kraju neko gibalo dogajanja in kraj živi čisto drugače, ko pa bi živel, če ne bi tega bilo, ne. Tako da mi zaenkrat ne razmišljamo o kakršnihkoli spremembah na teh področjih. Poskušamo se pač obnašati racionalno, varčno, ampak nikakor ne razmišljamo o tem, da bi karkoli zapirali. Kontra razmišljamo to, da bomo v Vojniku morali začeti povečevati prostore za šolo. To je bilo moje naslednje vprašanje. Kaj pa potem s šolskim prostorom? Verjetno nove investicije tudi. Definitivno. Zdaj, trenutno, tako sem rekel, Frankolovo ni problematično, odnosno je problematično prej v drugi smeri, medtem ko Vojnik pa raste število otrok iz dneva v dan. Trenutno ima šola v Vojniku že preko 800 učencev in vse, kar je v tem momentu prostorov na razpolago, je popolnoma zasedenih, a ne.
Seveda to v enoizmenski zgodbi, ampak mi si ne želimo, da bi prišli do točke, ko bomo morali razmišljati o delu učencev, ki bo hodilo v šolo popoldne. In zato seveda smo začeli priprave na povečanje. Naredili smo projektno nalogo, občinski svet jo mora seveda vzeti v roke in potrditi, ampak nekako razmišljanje gre v smeri neke faznosti, najprej neka dozidava na obstoječih objektih, potem rušenje teh montažnih objektov, ker je zdaj prvo starostno obdobje, in na tem mestu zgraditi še en stolpič, ki bi prinesel potem tudi neko rezervo za prihodnost. Tretja zgodba je pa seveda tudi ena od večjih težav šole, kako prometno urediti dostop do šole. Od teh 800 učencev imamo mi 400 učencev, ki se v šolo pripelje z avtobusi. In to je kar zalogaj, še večji pri tem, ko se iz šole odpeljejo, ker se zgodi, da včasih tudi po 200 učencev čaka na parkirišču, praktično skoraj na cesti, in je to seveda z vidika varnosti zelo, zelo problematično. Če za hip še ostaneva pri najmlajših, omenili ste pri vrtcu Frankolovo in šoli boste zgradili novo igrišče, naredili ste otroško igrišče pri Sokolskem domu v Vojniku, pa še imate nekaj takih načrtov, ne? Ja, nekaj smo tudi še dodatno že naredili, tako da igrišče na Frankolovem je stvar, ki je v sklopu celotne ureditve. Projekti tam so v fazi dokončanja in nekako po časovnici bi naj do marca naslednjega leta imeli gradbeno dovoljenje. V Vojniku smo pa trenutno kar nekaj denarja namenili za ureditev tega, tako kot ste rekla, zgradili smo igrišče za te manjše starostne skupine otrok ob Sokolskem domu. To igrišče je zdaj zaključeno, končano. Potem smo v bistvu že dokončali fitness naprave na prostem, ki smo jih nekako umestili ob obstoječo košarkaško in rokometno igrišče. Trenutno teče prenova igrišča za nogomet, mali nogomet z umetno travo. Nadaljujemo potem z izgradnjo igrišča za odbojko in igrišče za igro med dvema ognjema, tako da bo en cel ta kompleks nekako urejen v umetni travi in na razpolago seveda tudi takrat, ko je, ne vem, nogometno igrišče z naravno travo neuporabno zaradi dežja, zaradi česa takega. Imamo pa načrte potem še v smeri izgradnje enega prostora za otroke v Arclinu. Tam smo z lastnikom enega zemljišča, ki se ga je odločil prodati, v navezi za odkup tega zemljišča, tako da to bo še verjetno v rebalansu letošnje leto potrjeno, da bi ta odkup letos naredili. Tam pravzaprav se soočamo s tem, da se je Arclin toliko povečal, da pravzaprav nujno potrebuje neko površino za otroke, za šport, in to bo ena od nalog prednostnih. Podobno pa je razmišljanje tudi v Socki, ker razmišljamo o enem takem več generacijskem prostoru, ki bi bil tudi del igrišča, tudi del v bistvu neke opreme za druženje večjih generacij in bi bil lociran ob šoli, tako da bi potem gasilni dom, šola in ta prostor nekako delovali kot neka celovita neka zgodba. Pa seveda pred nami je še obnova tudi igrišč v Novi Cerkvi. Tu gre za neke dograditev tribun, za preplastitve tudi igralnih površin. Pred leti smo pa nek prostor odkupili, ker smo uredili tudi manjšo travnato igrišče, tako da je to namenjeno v dopoldanskem času šoli, popoldne pa seveda rekreaciji in pa tudi tem klubom, ki potem na teh površinah trenirajo. Se pravi, zadnje 2 leti smo občine imele na razpolago nekoliko več sredstev in mi smo se lotili tudi s temi sredstvi teh nalog, ki so vedno ostajale v zadnji, ker enostavno, če ni sredstev, nisi imel tudi možnosti narediti tega. Zdi se mi pa, da odkup Sokolskega doma je bil pa tudi ena taka prelomna odločitev, ki nam je pomagala potem, ker občina se ravno tako, kot sem prej govoril za podjetnike, srečuje s problemom
prostora, a ne. Če nimaš prostora, ker to lahko delaš, niti ne moreš graditi. Tako, in neki javni prostori morajo biti, ne? Absolutno. Ne samo šola, občina in zdravstveni dom, recimo. Absolutno, Povejte, na telovadnici v Vojniku nameravate zgraditi sončno elektrarno? Ja, tu smo pravzaprav že tik pred montažo. V lanskem letu smo se odločili, da damo, bi rekel, poudarek tudi tej energiji. Potem smo seveda se z Elektrom povezali, da smo ugotovili, kako veliko moč lahko pravzaprav sploh inštaliramo. Izbrali smo tudi izvajalca, tako da podjetje Sonce Energija je poleti podpisalo pogodbo z občino. Gradili bomo 88 kilovatno elektrarno, ki jo sistem sprejme. Je pa to približno 100.000 kilovatnih ur električne energije na leto, kolikor je v tem momentu tudi potreba objekta kot takega, ne, ker zgraditi športni objekt je sicer zalogaj, ne, ampak v bistvu vsako leto je strošek vzdrževanja, odnosno tega, da objekt funkcionira, okoli 100.000 evrov, ne, in od tega je energija kar pomembna postavka. Imate pa v Vojniku, mislim, da kar precej časa že to svetovanje energetsko, ali ljudje zdaj kaj morda bolj množično hodijo, ko vidijo, da se stroški res tako povečujejo? Ja, mislim, da je to že kar, ne vem, če ne 15 let, da imamo energetskega svetovalca iz Sveta na razpolago za brezplačno svetovanje. Zdaj, ljudje se ga najbolj poslužujejo takrat, ko so aktualne subvencije, ne. In jaz mislim, da to koristno vpliva. Zdaj, letošnje leto je mogoče malo težave, da je pri subvenciji fotovoltaičnih elektrarn nastal problem, da je razpis bil že konec marca zaprt, ne, ker je pač interes tako hitro se pokazal, da so se pravzaprav sredstva namenjena tem subvencijam pač porabljala hitro, kar nekoliko ustavlja to zadevo, ne, ampak recimo pametno se je odločiti tudi ne glede na subvencijo, ne. Mi recimo seveda na občini računamo na subvencijo, ampak ko smo se spomladi svetniki odločali, ko je razpis se zaprl, ali kljub temu zgraditi ali ne, smo se odločili, da ja, ker rast cen materialov je pa tudi tako velika in zdaj seveda še bolj divja, da smo na koncu ugotovili, da če dobimo 20% subvencije, bomo več zgubili na ceni same investicije in smo se odločili, da gremo ne glede na subvencijo. Zdaj, če bo, bomo veseli, če pa ne bo, bomo pa tudi jaz mislim, da smo se prav odločili racionalno, ekonomsko. Za starejše je tudi dobro preskrbljeno, ste rekli. Ne samo, da je dom starejših tudi v Vojniku. Priključili ste se projektu Prostofer. Ja, mi imamo za programe starejših pravzaprav nekaj teh vzvodov, ne. Eno je seveda naloga občine, da pomaga pri plačilu domske oskrbe, kar na nek način je odvisno od neke situacije in pa seveda od odločb, ki pridejo strani Centra za socialno delo. Zdaj, druga zgodba je pomoč na domu, a ne. Tu delamo skupaj z domom ob Savinji, ki ponudi storitev tega pomoči na domu, a ne, tudi v bistvu na nek način večino stroška občina tu prevzame nase, ne, če recimo za primer okoli 25 evrov je strošek ene ure v normalnem delovnem tednu. Mislim, da je 6,5 evrov plača uporabnik, vse ostalo prevzame občina, ampak nekako gledamo, da je seveda to uporabniku prijazno, ker ostajati v domačem okolju je vsakemu želja. In če mu lahko z tako pomočjo to na nek način olajšamo, omogočimo, se nam zdi smiselno uporabljen denar in tudi interes kaže, da se ljudje vse več zanimajo za to, vse več na nek način povprašujejo po tej zgodbi. Tako da jaz mislim, da na tem področju bomo verjetno morali še povečati sredstva. Prostofer je pa tudi ena od stvari, ki smo jo malo, bi rekel, tako previdno štartali spomladi.
Moram pa reči, da se nam je zadeva zelo lepo uvedla. Da potreba obstaja, smo vedeli. Nismo pa vedeli, ali bo pravzaprav skozi prostovoljce šoferje zadostna količina šoferjev, ki bi potem te potrebe lahko tudi izvedla. In moram reči, da sem zelo vesel, da so se naši ljudje odzvali našemu pozivu, da imamo več kot 10 šoferjev, ki se redno vključujejo v to zgodbo prevozov. Mi smo pa seveda investirali v najem električnega avtomobila, tako da zadeva nam zelo, zelo dobro funkcionira v tem momentu. Omeniva tudi Goričanov učni vrt. Pravzaprav vaše območje je tudi sadjarsko, ne? Pa je to manj znano širši javnosti. Ja, v naši občini pravzaprav imamo kar nekaj naših znamenitih prednikov, za katere pa zelo malo nekako vemo ali jih poznamo. In pred časom smo se na nek način skupaj s turističnim društvom iz Vojnika odločili, da poskušamo nekatere potegnati iz te pozabe in jih predstaviti, ne. In smo začeli ta projekt znamenitih Vojničanov z Dorotejo Hauser, ki je naša krajanka, slikarka in tudi umetnica z temi škarjerezi. Naredili tudi to galerijo črno-belih biserov, replik njenih škarjerezov na naših zgradbah in postavili seveda to spominsko obeležje. Potem smo pa naslednjega našli dr. Hena, ki smo ga tam pred njegovo hišo ob zdravstvenem domu nekako postavili. Franc Goričan je pa eden od naših prednikov aktiven na področju sadjarstva, kjer smo pa našli sinergijo z njegovim delom tudi z ureditvijo enega prostora ob občinski stavbi. Naša težava na občini je to, da nimamo enega primernega prostora za sprejem gostov, ne? In smo se odločili, da eno zelenico, ki je bila sicer zelenica, uredimo v en tak sprejemni prostor in ga tudi posvetimo temu delu gospoda Goričana. Skupaj z vinogradniki nekako smo tudi zasadili nekaj sadnih vrst, neke tudi vinske trte in jaz verjamem, da bo v nekaj letih nastal to lepo oblikovan hortikulturni prostor, ki bo imel pa tudi to vsebino. Zdaj o Goričanu bomo pa v petek imeli tudi še izid knjige, ki je pa knjiga spominov njegovih, ki je pa nastala nekako v sodelovanju z knjižnico iz Celja, z domoznanskim oddelkom, s katerim pravzaprav res že leta zelo lepo in dobro sodelujemo in so oni prevzeli ta vsebinski del, mi pa malo organizacijski del, pa malo finančni del in je nastala knjiga, ki jo bomo v petek predstavili. Mislim, da 18. uri bo v knjižnici ta predstavitev. Zdi se mi škoda, da ne vemo ljudje o teh ljudeh več. Hkrati je pa to priložnost tudi za ljudi, ki pridejo v Vojnik, da jim lahko na nek način pokažemo, predstavimo tudi, kaj se na našem področju je dogajalo nekoč. Zanimivo je, da ste v svojem govoru povedali tudi načrte za naprej in tudi izpostavili projekte, pri katerih imate nekaj težav. Sicer se nama čas izteka, zato o težavah ne bova veliko govorila, ampak vendarle za tiste, ki jih zanima, kako je recimo z državno kolesarsko povezavo Celje-Vojnik Dobrna, ker kolesarstvo je zdaj zelo popularno in bi ljudje želeli že pravzaprav uporabljati to. Ja, to sem nekako rekel tudi sinoči, ena od stvari, ki nam nekako leži na duši kot nekaj, ker nismo bili čisto do konca uspešni. Zdaj, ta glavni problem, ki ga imamo, je pravzaprav pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, da lahko gremo v gradnjo. Ta odsek Celje-Vojnik Dobrna je ključen, ker je v bistvu tudi povezovalen med na nek način Celjem in Kozjanskim, pa potem naprej v Velenjsko-Šoštanjsko kotlino. Težave, ki jih imamo, je na nekaj segmentih, mi imamo več kot 75% soglasij že dobljenih, ampak seveda v takem projektu, kjer je zveznost pomembna, moramo pridobiti vse. In zdaj ponekod se bomo, jaz verjamem, skozi dogovore, skozi razne možnosti ali odkupa, odmer dogovorili. Na nekih segmentih tam pri Zgornjih Hrenovih in pa Lembergu bomo pa morali tudi spremeniti projekt. Nekako odmika nam to
ker potreba je pa danes, tako kot ste rekla. Ampak kljub temu jaz verjamem, da bomo našli skupni jezik, verjamem, da bodo ljudje prepoznali potrebo potem in da bodo tisti strahovi, ki jih zdaj mogoče ovirajo, kaj bo, ko bo kolesar tam, počasi tudi se zmanjšali. Tako da jaz verjamem, da bomo s tem projektom uspešni, vsekakor pa z njim nadaljujemo, ker to je nekaj, kar bo pomembno pridobitev pomenilo za našo občino. No, skozi občino gre tudi prometna žila, državna cesta. Verjetno je tudi tu, imate kar precej dela in usklajevanja zlasti zaradi varnosti. Žal je to en velik problem, zato ker je v bistvu količina prometa, ki teče po državni cesti skozi Vojnik, daleko preko tiste, ki bi bila še nekako sprejemljiva. Med 15 in 16 tisoč avtomobili na dan praktično onemogoča neko normalno življenje, ne. Zdaj v bistvu direkcija seveda se tudi trudi in prizadeva, da bi se razmere izboljšale. Zdaj mi imamo končane načrte na relaciji od Škofje vasi do Vojnika za kompletno rekonstrukcijo te ceste, za ureditev tudi kolesarske poti ob obeh straneh in pločnika. Seveda smo pa tudi tu pred nalogo pridobiti soglasja. Odmere, odnosno zakoličbe so bile narejene, tako da se zdaj intenzivno vršijo razgovori z krajani. Je pa to nujno potreben ukrep z vidika prometne varnosti. Tisti ukrep, ki je pa potreben za to, da bomo pa razbremenili to cesto, je pa seveda obvoznica, ki smo si jo pa dali v eno od načrtov za naslednje obdobje. Pri teh načrtih boste verjetno sodelovali, ne? To je vprašanje o kandidaturi. Jaz seveda se bom prijavil, zdaj ljudje bodo pa povedali. Ja. Nisva se dotaknila kulturnih društev, gasilce ste mimogrede omenili, športnike, humanitarne organizacije. Tega je veliko, a ne? Saj smo videli tudi dobitniki priznanj. Skratka, na te ljudi ste ponosni. Absolutno. Jaz mislim, da je to ena najbolj žlahtnih vsebin, ki jih mi imamo, a ne? In tudi ta aktivnost, to prizadevanje ljudi na tem področju je nekaj, kar daje tisto nekaj več v našem kraju. Mi se tudi trudimo, da tem društvom pomagamo, zato imamo za vse te vsebine na nek način vsako leto razpise za sofinanciranje njihovega dela. Vedno je pa seveda posebej treba gledati na gasilske zgodbe, zato ker gasilci so pa tudi ena od ključnih elementov civilne zaščite v našem kraju, ne. Tako da pri gasilcih pa poleg tistega rednega financiranja seveda skupaj z Gasilsko zvezo nekako naredimo tudi neke programe investicij v ta društva. Pomagamo jim tako pri nakupu vozil, pri obnovi gasilnih domov. Imamo pa seveda tudi malo večji načrt ureditev regijskega vadbenega centra v našem kraju, ki bo potem poleg imel tudi nov gasilni dom za PGD Vojnik. Ampak to so načrti nekega srednjeročnega obdobja, tako da na njih je treba delati, ne, ker kaže se pa, da pravzaprav od ideje pa do pridobitve dokumentacije je pravzaprav 5 let kar naenkrat okrog, ne. In potem se šele ukvarjaš z denarjem pa z gradnjo. Sodelujete tudi v akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna, kaj ne? Ja, mi se probamo nekako vedno vključiti v te aktivnosti. Smatramo, da je seveda to dobro za razvoj našega turizma. Imeli smo tudi, ko na ta tekmovanja se prijavimo tako z vaškimi središči, kot tudi z trškim jedrom. Tudi s projekti LAS-a nekako dodajamo tem vsebinam neke, bi rekel, vrednosti, a ne, tako da bomo tudi v Vojniku v prostorih Sokolskega doma uredili turistično-informacijski center. To je ena od takih nalog za prihodnje. Potreben pa je, ne, razvoj turizma gre naprej in v bistvu v tej zgodbi je tudi Vojnik tisti, ki bo moral nekako to urediti. Mi imamo to zdaj urejeno v prostorih občine, ampak seveda to je direktno vezano samo na delovni čas na občini. Ves ostali čas in večino turistov pa prihaja čez vikende, v praznikih, ne. Takrat pa so bolj kot ne prepuščeni internetnim nekim nasvetom.
Glede na to, kako hitro čas teče, morda samo Jane Božični Vojnik letos bo? Bo. Hvala lepa. Torej, veliko sva povedala, pa še več je verjetno tistega, kar bi morala, pa nisva, ampak bo še priložnost za to. Hvala lepa za pogovor in še enkrat čestitke v prazniku. Hvala lepa za povabilo. Čestitke seveda tudi z moje strani še enkrat našim nagrajencem, našim prebivalcem in pa seveda lep pozdrav vsem gledalcem televizije Velenje. Hvala lepa, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za vašo pozornost. Lepo se imejte še naprej.